Kaj se vam zdi bolje? Da se pogajamo ena na ena ali da se pogajamo v skupini, ena skupina proti drugi skupini, ne? Ja, dejansko jaz mislim, da ni enoznačnega odgovora na to, ne. En in drug tip pogajanja ima neke prednosti in slabosti, ne. Če se pogajaš ena na ena, si pač odgovoren za vse, ni nekega šibkega člena, veš, kaj želiš, veš, kje so tvoje omejitve, lahko takoj sprejmeš odgovornost, a ne. Se pa seveda, nimaš pa vseh informacij, ne moreš recimo povprašati kolega, ne moreš se posvetovati, a ne. Tako da skupina ima tudi neke prednosti, a ne. Predvsem, če so pogajanja zelo kompleksna, a ne, je smiselno, da v takih pogajanjih sodeluje več različnih ljudi, a ne, ki vsak pokriva neko določeno področje, a ne, in potem se, ne vem, IT-ovec pogovarja z IT-ovcem na drugi strani, pa naš pravnik s pravnikom na drugi strani, a ne. Je pa seveda v pogajanjih, takih skupinskih pogajanjih, kar nekaj pasti, a ne. Tako da taka pogajanja zahtevajo zelo, zelo dobro pripravo, ne, in na te pasti bomo tudi opozorili na pogajalski akademiji. In ne samo to, ne, celo nekaj čisto praktičnih primerov bomo izvedli, ko se bomo pogajali za ko bi rekel, tak zelo konkretnem poslovnem primeru, skupina na skupino.